Dejan Zavec je boksarsko kariero začel pri 16 letih. Leta 2006 je diplomiral na Fakulteti za šport in fizično izobraževanje v Novem Sadu in pridobil naziv visoki trener boksa. Pred profesionalno kariero je osvojil 9 naslovov slovenskega amaterskega državnega prvaka in več zmag na mednarodnih turnirjih. V svoji karieri je leta 2004 osvojil naslov mednarodnega nemškega prvaka, 2008 naslov prvaka Evropske unije, naslov medcelinskega prvaka in leta 2009 laskavi naslov svetovnega prvaka. Kakšen je njegov pogled na boks in na življenje, nam je mister Sympathicus povedal v sproščenem popoldanskem pogovoru o pijači pred svojo telovadnico na Ptuju. Gre za šport, pri katerem je zelo dolgo pripravljalno obdobje, 4-5 mesecev na en sam dvoboj. Seveda pa se sestoji ta trening iz različnih skupin športov oziroma najprej je seveda pač potrebno narediti tisto neko osnovo, bazo, na kateri potem gradimo celotne priprave. Seveda pa od atletike, fitnesa, gimnastike, agilnosti, razvijanja boljših motoričnih sposobnosti in pa seveda tudi boksa. Jaz bom rekel, da je v bistvu obroki so vsekakor zelo pomembni, kot sem že omenil, kajti potem po teh obrokih se pozna tudi potem dan in pa seveda kvaliteta treninga. Zavec je 25. marca 2006 v Nemčiji premagal izzivalca Čilenca Joela Maya, ki je takrat nastopal za Avstrijo. Za Zavca je bil to 20. profesionalni dvoboj in hkrati 20. zmaga. Seveda ta umirjenost je potrebna. Moram reči, da ni lahko krotiti oziroma vladati, kajti nekako najtežje je, ko je nekako vroče srce, hladna glava. Udarjanje je samo tisti zaključni sloj, predtem, bom rekel, je pa seveda zelo pomembno, da sam sebe braniš in nekako uspeš predvideti napad oziroma akcijo nasprotnika in biti takrat, bom rekel, bolj bister, hitrejši, močnejši in boljši. Najpomembnejša plat pri meni osebno oziroma pri borilnih veščinah je tam 60-70% psihične stabilnosti in pa seveda potem tudi razumevanja veščine kot veščine in pa seveda zdrav, pošten odnos do športa. Zavec se je 11. decembra 2009 v Južni Afriki pomeril s takratnim svetovnim prvakom v welterski kategoriji po verziji IBF, Južnoafričanom Isaacom Latchwayem in ga premagal s tehničnim nokavtom. Zavec je ta prestižni naslov obranil 3-krat v Ljubljani. 9. aprila 2010 v boju z izzivalcem Argentincem Rodolfom Martinezom, 5. septembra 2010 v boju z izzivalcem Poljakom Rafalom Jakjevičem in 18. februarja 2011 v boju z izzivalcem Američanom Paulom Delgadom. Kar se tiče športne poti, jaz bom rekel, da nekako ločim ali pa ne ločim športno pot pa v bistvu življenjsko pot. Čeprav je to zelo tesno povezano eno z drugim, pa vendar po športni poti bi rad dosegel tisti svoj maksimum. To je stanje, v katerem lahko telo pripelješ samo po res strogo začrtani poti, se pravi veliko odpovedovanja, prilagajanja in pa seveda res veliko neke stroge discipline. In prav, bom rekel, od tistega osvojenega naslova svetovnega prvaka
pa do poraza oziroma še nekaj časa po porazu v Ameriki sem pravzaprav videl, da se je svet vrtel z polnim šusom mimo mene in veliko stvari, pravzaprav generalni 2 leti, lahko rečem, da sta odšli tako hitro kot še nikoli in tega se zavedam šele sedaj, ko je tega vsega konec in pa seveda, ko se življenje nekako normalizira. Zavec je 3. septembra 2011 s tehničnim nokavtom v 5. rundi zaradi poškodbe okoli oči izgubil dvoboj proti Američanu Andreju Bertu, s tem pa tudi naslov prvaka v welterski kategoriji po IBF. In pa moram reči, da v bistvu kot otrok seveda sem imel sanje po nekem normalnem, lagodnem življenju, seveda pa nikoli nisem niti upal sanjati oziroma pomisliti, da je pa to bilo v tej smeri. Edino, kar sem vedel, tisto, karkoli bom počel, se pravi častno, etično in pa s polno mero svoje osebne angažiranosti in normalno sledil tej poti in hvala Bogu, na koncu se je zgodilo prav to, kar sem na najmanj pomislil. Slaba prepoznavnost je tudi, bom rekel, velikokrat naprimer, če pogledamo v očeh otrok oziroma teh mlajših, si potem nek vzor, neka stopnica, po kateri bi radi stopili tudi mlajše otroke, tako da v bistvu ob tem vzameš to kot neko dolžnost, se pravi ostati nekako v fokusu in pa v bistvu dati vizijo in pa spodbudo tem mlajšim. Vse preveč, bom rekel, pogrešam v naši tej družbi, splošno svetovni, seveda bom rekel, da dobra dela ne najdejo dobrega mesta. Velikokrat je tako, če nekdo nekomu kaj slabega stori ali ubije, potem je takoj prva stran, prva novica. Če kdo pa komu reši življenje, pa to čisto postranska stvar in dokler bo te vrednote nekako prevladovale, bo se dogajalo tako naprej. Zavec je 24. marca letos po zmagi nad afriškim prvakom Betuelom Ushono pridobil naslov medcelinskega prvaka v welterski kategoriji. Kdo bo njegov naslednji izzivalec, še ni znano. Dejan pa ne skriva želje, da bi se boril v tujini proti doslej nepremagljivemu Floydu Mayweatherju ali filipinskemu nacionalnemu junaku Mannyju Pacquiaoju. Seveda imeti lepo partnerja, ki razume in te spodbuja in pa spremlja na poti. Družina je vsekakor tisti življenjski napoj, iz katerega potem tudi izhajajo tisti športni rezultati. Veliko bolj kot na samo športno pot sem ponosen na to, da mi je uspelo ustvariti družino oziroma družino, s katero se res lahko poistovetim. Ivona Apatija, če sem doma, pa se zgodi, da sem po televiziji, potem reče, ati, glej, Dejan Zavec je na televiziji. Verjamem pa, da jim ni lahko, oziroma bom rekel, da kar se tiče Nataše, da je seveda, bom rekel, že dodobra prekaljena gledalka, pa vendar vidim velikokrat, da ji ni lahko oziroma čaka čas, ko bo se naše življenje normaliziralo. Za konec pa še prisluhnimo, kaj je slovenski boksarski as Dejan Zavec svetoval gledalcem naše spletne TV. Nikoli ni prepozno, da naredite tisti korak oziroma razlika med uspehom in neuspehom življenja nasploh je v tem, ko misliš, da bi nekaj naredil. Če misliš, to naredi. Ne samo misliti oziroma stopiti koraka nazaj, kajti lahko, da se pa za vrati skriva nekaj tistega, kar v življenju čakaš celo življenje. To je prav tako, ko v zgodbici, ki jo poznamo, se pravi, so šle 3 različne živali, popolne živali, kdo pride prvi do vrha in na koncu je bil polžek, ki je bil slep in gluh. Se pravi, če hočeš uspeti, kjerkoli, na katerem koli področju, je velikokrat dobro, da si slep in gluh, kajti
zelo veliko stvari naleti na neodobravanje, čeprav ni vse tako, kot bi si želel, pa vendar to ni razlog, da bi zaprl oči, se oddaljil od družbe in predvsem družba je tista, katera osrečuje.